Gremo, fantje, vsi na cesto lula. To je javna tribuna, povabljeni so vsi, tudi Zbor za republiko recimo. In mi ne vemo, kakšna stališča bodo skupna, kakšna stališča bodo prevladala. Ne? S temi besedami je eden od bivših predsednikov Društva pisateljev Slovenije, Vlado Žabot, napovedal veledogodek preteklega tedna. Gotovo ste uganili, da gre za javno tribuno v Cankarjevem domu, kjer je šlo za nič manj kot za snemanje zemlje stečajev, ali kakor je to lepo ubesedila nepozabna Spomenka Hribar. Spremeniti moramo odnos do sveta. Na to nas opozarja na sezanje tudi podnebne spremembe in tako naprej. Kje v resnici smo, priča izjava Franceta Bučarja, ki potem, ko je od tragedije na Vetrinju minilo že več kot pol stoletja, še vedno ne prizna, da bi sploh kdaj kaj storil. Da smo mi osamosvojili državo, kar je šele prvi pogoj, da karkoli naredimo, naredili naprej nismo pa nič. Prav nasprotno pa je Ksenija Vidmar Horvat menila, da smo lahko ponosni, če ne na nič drugega, pa vsaj na dosežek, ki se mu reče samoupravljanje. Ta izjemni Kardeljev izum je sicer žalostno propadel, vendar bi ga po njenem morali oživiti, pa naj stane, kar stane. Verjamem v samoupravno demokracijo. Demokracijo, kjer z družbo upravljamo ljudje, državljani in državljanke, rezidenti in izbrisani. Demokracijo, ki se bo, če bodo položeni pravi temelji, nekoč upravljala kar sama. In tako dalje in tako naprej so razpravljavci razpravljali pozno v noč, ob čemer je velika dvorana Cankarjevega doma vse bolj zardevala. S tem zardevanjem je bilo pa takole. Čeprav je bila, kot smo slišali v začetku, tribuna javna in smo bili povabljeni vsi, je Žabot v nadaljevanju povedal. Tudi za to tribuno je veliko zanimanja, tako da delimo sedaj vstopnice že tako selektivno malo. Kaj pomeni selektivno razdeljevanje vstopnic za prireditev, na katero so povabljeni vsi, Zlata prinašalka še zdaj ne razume. Kar je razumljivo, če upoštevamo, da je užaljena, saj se tudi njej ni uspelo prebiti v izbrano selekcijo. Še posebno jezna je bila, ko je kasneje na televiziji opazila, da je dvorana hudo rdeča. V določeni meri tudi zaradi praznih z rdečim bržunom tapeciranih sedežev. Čisto obupana pa je bila, ker ni mogla v živo spremljati razprave doktorja Franja Trčka, ki je uvodoma povedal nekaj o tem, da ga po 5 urah poslušanja razprav tišči. No, tišči kot 100-kilskega medveda. 100-kilski medved s cavo. Katera packa v pojstlo lula, celo noč na mokrem spi. Bleda luna mu na popek sije in mu celega posuši. V nadaljevanju je Trček, ki je v Cankarjevem domu kot govorec nastopil 82. po vrsti, vsem, ki so še vztrajali v vse bolj rdeči dvorani, zaupal še nekaj podrobnosti iz svojih družinskih razmerij in osebnega proračuna. Moja plača je dobra za Slovenijo, 1500 evrov. V glavnem se bonim za kredite v švicarjih, določil sem se, pa se ponovno vezal za izobrazbo otrok in kaj, če mi ostane za lastno izobrazbo. No, medtem ko si je v Cankarjevem domu že spet vzela besedo kasta privilegirancev, ki že desetletja solijo pamet vsem po vrsti, so punce iz Pozitivne Slovenije zavihale rokave v kotičku za ustvarjalnost in razvoj domišljije. Odločile so se, da Sloveniji za vsako ceno poiščejo mandatarja. Zadeva je urgentna, kajti namestnica zamrznjenega predsednika Pozitivne Slovenije je v medijih že napovedala, kako bo ta izgledal. To bo človek z 2 nogama, 2 rokama, predvsem pa glavo na pravem mestu. Iz opisa je razvidno, da mandatar ne bo pingvin, kar je seveda izjemen napredek za stranko. Da bi bil bodoči mandatar kar se da sprejemljiv, je Alenka začela z malim. Tamara je dodala še velikega.
Takrat pa je pobudo prevzela Maša. Zdaj moramo mi ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec. Daj že mir s temi svojimi krogci, se je razjezila Tamara in dodala še enega majhnega. Užaljena Maša je srdito potegnila ukrivljeno črto. Takrat pa je za barvni svinčnik zgrabila Alenka, ki ima, kot vemo, polna pooblastila za vodenje stranke in zahtevala, da mandatar dobi še 2 roki. In tudi 2 nogi, kaj pa da. V Združenju za kulturo hendikepa zaenkrat še niso protestirali, čeprav seveda ni razloga, da bi pameten človek, ki morda nima ene roke ali noge, ne mogel biti mandatar. No, ker ima, kot rečeno, Alenka Bratušek polna pooblastila, bo mandatar pač imel 2 nogi, 2 roki in glavo tam nekje v sredi. Glede na to, da nam ga izbira vršilka dolžnosti predsednika stranke, ki ima po zadnjih javnomnenjskih raziskavah le malo več kot 3% podporo volivcev, bodoči mandatar pravzaprav še zelo dobro izgleda. Gremo, fantje, vsi na cesto lulat, ker sekretje bo kozlan. Po kozlane so ga stare babe in jih ni bilo prav in sram.